Vozili bomo po levi, kopali se bomo na zlatih peščenih plažah in jedli kanole. Dobrodošli v popotovanju evropskih stoječih novic. Republika Malta je majhna in gosto naseljena otoška država v južni Evropi, v srednjem Sredozemskem morju. Sestavljajo 20 otokov, med katerimi sta stalno naseljena samo dva, Malta in Gozo. Na teh dveh otokih živi okoli 500 milijona prebivalcev, od tega skoraj polovica v glavnem mestu Valletta, na otoku Malta. Malta je tako po površini kot tudi po številu prebivalcev najmanjša država Evropske unije in je ena najmanjših držav na svetu ter ena najbolj gosto naseljenih držav na svetu hkrati. Zaradi ključnega strateškega položaja sredi Sredozemskega morja je bila Malta v vsej svoji zgodovini dolgi približno 7000 let križišče zelo različnih kultur. Na otokih so skozi zgodovino gospodarili Feničani, Rimljani, Arabci, Normani, Bizantinci, malteški vitezi, Francozi in Angleži. Od časa britanske vladavine pa se je ohranila tudi vožnja po levi strani ceste. Neodvisna je Malta postala leta 1964. Od leta 2004 je članica Evropske unije. Uradna jezika sta malteščina in angleščina. Valuta je evro. Na Malti najdemo nekaj hribov, pa tudi veliko pečin in skalnatih obal ter zlate peščene plaže. In prav to je razlog, da je ta majhen otok privlačna destinacija za visokocenovne filme. Na Malti so bili posneti mnogi prizori v filmih, kot so Gladiator, Svetovna vojna zvezd in Stotnik Phillips, ter televizijskih serij, kot je Igra prestolov. Na otokih ni nobene reke, ki bi ohranila vodnatost skozi vse leto. Naravni viri Malte pa vključujejo apnenec in sol. Glavni kmetijski pridelki so krompir, zelenjava, kot sta cvetača in brokoli, in sadje, kot so melone in jagode. Industrijsko blago, kot je elektronika, pa tudi rafinirana nafta, zdravila in igrače, so glavni izvozni proizvodi. Med glavne trgovinske partnerice Malte sodijo Nemčija, Francija, Italija, Rusija in Združeno kraljestvo. Pomemben je seveda tudi turizem, saj Malto letno obišče 3-krat več turistov, kot ima sama prebivalcev. Poleg čudovitih obal, turiste pritegne tudi bogata zgodovinska dediščina. Na Malti je med drugim tudi dolga tradicija pihanja stekla in malteške čipke. Ostanki megalitskih templjev, po katerih je znana Malta, so najstarejše prostostoječe kamnite strukture na svetu. Starejše od Stone Agea in egipčanskih piramid. Malteška kuhinja kaže močne sicilijanske in angleške vplive ter vplive španske in provansalske kuhinje. Poleg tega lahko opazimo tudi številne regionalne razlike, zlasti na otoku Gozo, pa tudi sezonske spremembe, povezane s sezonsko razpoložljivostjo izdelkov in krščanskimi prazniki, kot so postni čas, Velika noč in Božič. Hrana je bila zgodovinsko pomembna pri razvoju nacionalne identitete. Zlasti tradicionalna fenkata, gre za dušenega ali ocvrtega zajca. Med tradicionalnimi jedmi so tudi ajota, to je ribja juha, kaponata, tradicionalna malteška enolončnica, majhne kroglice iz ovčjega ali kozjega sira in kanoli, desertni svitki ali cevi iz testa,
napolnjeni s kremasto rikoto, mandlji, kokosom, pistacijami in drugimi sladkimi nadevi, lahko pa tudi sladoledom. Po mnenju Državnega statističnega urada je najljubša malteška pijača Kini. To je grenko sladka gazirana brezalkoholna pijača, ki je zvarjena iz grenkih pomaranč in izvlečkov pelina. Pa naj vam ne bo pregrenko. Lepo se imejte in pazite nase.